V šoli se veliko govori, na hodnikih, igrišču, v razredu, knjižnici, ampak včasih širimo informacije o drugih, pogosto so zasebne. Nekdo pač govori v meni, za mojim hrbtom. Da ta je zelo grd, ni dober v šoli, ga imajo učiteljice rade samo zato, ker ima dobre ocene. Če si ljubosumen na to, da on nekaj manj ti nimaš in potem hočeš ga osramotiti, da prideš boljši ven. Šepetanje, posmeh, sporočilo, mimika, vse to lahko kdo ujame samo za trenutek. Opravljanje ima več obrazov. Lahko te grdo gleda, ga pozdraviš in pol takoj gre k drugi osebi in že reči nekaj tiho, na skrivaj. Imamo skupine, ki se družijo, in potem ena skupina tako opravlja druge. Nekdo začne recimo pisati o nekomu in potem ljudi dodaja in iz tega nastane neka drama, v kateri vsi govorijo o vsem in tako opravljajo potem en čez drugega. Včasih so informacije, ki jih širimo, celo napačne, kajti ljudje kdaj tudi radi pretiravamo, da je naše pripovedovanje zanimivejše. Tuje skrivnosti je lažje izdati kot svoje. Ko upravljamo sami, se nam to pogosto ne zdi nič posebnega, dokler ne ugotovimo, da to drugi počnejo nam. Sem se počutil kar žalostno. Slabo, ker mi ni bilo všeč, kako drugi govorijo grdo o meni. Bom takoj razčistila, mi ni problema se pogovarjati z njim, tudi kregati se mi ni problema. Če nobenemu nič ne rečeš, bo naprej to delal tudi z drugimi, ne samo s tabo. In če se pogovoriš z njim, mogoče bo kaj premislil. Sem jih ignorirala, zato ker me ne zanima, o čemu se pač pogovarjajo. Lahko greš do one osebe in vprašaš, če imaš kaj zapovedati, mi povej meni, se lahko pogovorimo. So me že najgrdo, ampak v bistvu so potem pač to učitelji rešili. Tudi do tistega, ki ne pričakuješ, tudi kdaj to naredim. Takrat verjetno postanete previdnejši glede tega, s kom kaj delite in kdo je vreden vašega zaupanja. Gotovo ne tisti, ki o vas širi napačne in škodljive informacije. To namreč ni več le upravljanje, ampak je že obrekovanje.